Mamični kotiček z Diano na Temi Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes berem tole z naslovom Pozor, nosne mucke napadajo. Dovolj, so se uprle nosne mucke. Najpogumnejša med njimi se je odločila, da se bo soočila z lastnikom prsta. Blaž, ki si je vztrajno vrtal po nosu, je presenečeno pogledal na konico prsta, na kateri ga je pričakala nosna mucka. Kdo pa misliš, da si, da takole nesramno in brez robčka vrtaš po nosu? Ga je napadla. Blaž je zazijal od presenečenja. Nos je moj in zato po njem lahko vrtam, kolikor hočem. Z robčkom ali brez, se je hitro znašel. Nos je tudi naš, se je uprla nosna mucka. Vaš? Je od presenečenja zinil Blaž. Torej, ste ve tiste, ki ste mi nenehno v napoto in zaradi katerih me nos kar naprej srbi? Seveda ne, je bila ogorčena nosna mucka. Nosni škratje so tisti, ki nenehno poskušajo vstopiti v tvoj nos. Mi jih lovimo, tvoj prst pa nas pri tem pošteno ovira. Nihče vas ni prosil, da jih lovite, to lahko storim tudi sam, se ni pustil ustrahovati Blaž. Mar ne veš, da nosne škrate lahko vidimo samo me? Ga je izpod čela pogledala nosna mucka. No, res je, da še nisem nikoli nobenega videl, je malce manj bojevito rekel Blaž. Seveda ga nisi, je rekla nosna mucka. A prav nosni škratje poskrbijo, da ti iz nosu včasih pošteno teče. In potem ti nos pordi in bolj, ko ga brišeš, bolj te boli. Hočeš reči, se je počasi svitalo Blažu. Hočem reči, da to še ni vse, ga je prehitela nosna mucka. Kmalu te boli tudi grlo, potem kašljaš, težko požiraš in dobim vročino, se je končno posvetilo Blažu. Tako je rekla nosna mucka, in namesto, da bi v tvoj robček napodile nosne škrate, jim ti z vrtanjem po nosu pomagaš pobegniti. Kam? Se je čudil Blaž. Nekateri nosni škratje pobegnejo v grlo in od tam navzdol, naravnost v pljuča. Drugi škratje najprej splezajo v ušesa in potem čedalje višje, dokler ne zasedejo cele glave. Da so tam, veš takrat, ko te začne boleti glava, mu je razložila nosna mucka. Blaž je še predobro vedel, kako je, kadar ga boli glava ali kadar ga napade kašelj. Ne more se igrati s prijatelji in ne sme jesti sladoleda, tudi s kolesom se ne sme voziti. Mirovati mora in potrpežljivo čakati, da škrate preženejo zdravila. Torej so oni krivi, je glasno razmišljal Blaž. Prav oni, mu je v besedo skočila nosna mucka, in tvoji umazani prsti. Moji prsti pa že niso umazani, se je branil Blaž. Vse nosne mucke vemo, da so prsti, ki vrtajo po nosu, vedno umazani, je bila nepopustljiva nosna mucka. Ali hočeš reči, da ne smem več vrtati po nosu, je zaskrbelo Blaža. No, je malce spravljiveje rekla nosna mucka. Lahko, ampak najprej v robček skozi nos nekajkrat pošteno pihni in če te v nosu še vedno srbi, lahko svoj prst oviješ v nov robček in po njem malce povrtaš. A tudi ta robček mora takoj v koš. Se tako znebim vseh nosnih škratov, se je hotel prepričati Blaž. Vseh, če jih izpihneš v robček, še preden pobegnejo, je prikimala nosna mucka. Kako pa vem, kdaj jih moram izpihati v robček, je Blaža vseeno malce skrbelo. Ko polovimo vse nosne škrate, te ena izmed nas požgečka po nosu. Takrat je čas, da v roke vzameš robček. No, ali pa kako drugo reč, je malce popustila nosna mucka.
In potem? Je zanimalo Blaža. Potem, ko nekajkrat pihneš skozi nos in robček odvržeš v koš, si tvoj nos lahko za nekaj časa oddahne, je rekla nosna mucka. In me tudi, je še dodala, potem pa na lepem izginila nazaj v Blažev nos. Blaž je ob tem malce smrknil, kajti pošteno ga je požgečkalo po nosu. Že je hotel po njem povrtati s prstom, a se je zadnji hip spomnil in poiskal robček. Vas zanima, kaj se je zgodilo? Nekajkrat je pošteno pihnil skozi nos. Potem je robček skupaj z nosnimi škrati vred odvrgel v koš. Od tam naprej se je za njimi izgubila vsakršna sled. Pri Blažu pa se prehlad in vročina nista nikoli več dobro počutila. Pa nas je zgodba opomnila, da ne smemo s prstki vrtati po nosu. Če že vrtamo, moramo vzeti robček in ga potem takoj vreči v koš. Smo si vsi zapomnili? Smo. No, potem pa le zaprite oči. Z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.